Kaj ne reče, dragi rodovski rojaki? Najprej čestitke, dragi, na domačnih in mojsko-šolskih gimnazijskih let. Pozdravljam gospodin Van, mislim, da je prav vidno. Dragi sopran Gabriel in vsi pevci gorske pol-gor, hvala. Glejte, ob zadnji maši je težko se spregovoriti, čeprav so dobro lahko. Ampak nekaj misli bi rad na drogo vam za obodnico nadaljnjih 50 let gospoda Zrkovača. Bilo je 27. januarja 1949 na Gorenjski vasi v Cerkljah družini Petričevi, ko je priljubljena svetječe, ki so mu dali Janez. Še dvema so podarili življenje starši Franc in Marija, Francov in Mileni. Oba sta že pokojna in tudi oba starša pokojna. Zato bo današnje maše spomeniki zanje tudi pa šlo za domačne. To je bilo leta 1949, ko sem jaz prvič stopil v šolo prvega razreda. Ja, prav. Še danes se dobro spominjam, kako smo morali po prašni cesti v Roter korakati in skandirati Vito Skajno. Nič ni vedel, zakaj to imamo, niti izmisliti imamo. Tako je pač bilo. Takrat je bil še grup v šoli in naslednji je visel križ in Titova Skajnova slika. No, križi so, ko jih malo potem postranili, zdaj se bo tudi one mislili, že se pozabili, prototarno zgodovino. Osnovno šolo je Janez opravil domači šoli Simona Jenko v Cerkljah, nato je vstopil v versko srednjo šolo, tako se imenovano takrat klasična gimnazija, in tu so se srečala in preživela 4 leta, ker se študirala. Skupaj sva stopila v ljubljansko srednjišče na teološko fakulteto kot pripravnika za duhovniški poklic. On je bil pokličen v jugoslovansko armado in sem ga prehitel. Po letu in pol se je vrnil, nadaljeval študij na teološki fakulteti. 29. junija 1940 pa je bil posvečen ljubljanski stolnici duhovnika. Eno leto je bil nedeljski pomočnik, tako so včasih rekli. Leto dni je bil kaplan župniji Svetega križa Podbočje, 14 let pa kaplan ekspozicij vrh in Moravčak, s pomočjo tudi v Moravčak. Tu v Rote je prišel 13. augusta 1990. Koliko je tukaj boste pa sami razumeli. In to je prišel na dan posvetitve te cerkve, kar je zelo zanimivo. Dragi slavljeni, na domačni, da ste me tudi slikali. Iskrene čestitke ob vam jubileju. Hvala, da se danes lahko s teboj zahvaljujem Bogu za duhovništva, tvojim pokojnim, staršim in domačim, ter pravim ljudstvu, z njimi izrekamo iskreno zahvalo za zvestobo, delo in skrbjo. V tvojem kratkem kurikulum biti je shranilo veliko ljubezni do vseh tvojih domačih, odraža se tvoja velika ljubezen do slovenske besede, veselje do duhovništva in ljubezni do domovine. Iz gimnazijskih let je poznam kot izredno skrbnega učenca, doslednega in natančnega vse do potankosti, poštenega in iskrenega človeka. Janez, hvala ti za prijateljstvo. Novomašnik za domačnik. Oba s Janezom sva imela za profesorja gospoda dr. Antona Trstenjaka, ki je on zapisal o novi izrati maši. Pravi, ne? Ob novi maši se še nič ne ve, kaj bo iz tega duhovnika. Ali bo sploh vztrajal do konca ali ne. In vendar vsi želimo prijeti na maši za vesolje.
Pravijo, da se splače strgati ene čevlje za eno novo mačko. Danes ti rečne. Prvi zato, ker je več novih mač, drugi pa zato, ker je zanimanje vernikov za nove mače zelo upadlo. Vendar, zlatomačnikove roke, ki so 50 let blagoslavljene in delili Božjega usmiljenja, so Mojzesove roke, ki so posredovali Božje usmiljenje. Zlatomačnikove roke, kadar se sklepajo v molitvi, preverja tudi v tihoti doma, cerkve ali spovednice, za življane, za vse ljudi, ki so potrebni molitve. To so blagoslovljene roke. Zlatomačnikove roke, ki so dobile in delile kruh življenja mladih, otrok, zakoncev, družinskim očetom in materam, to so Kristusove roke, ki nas rešujejo lačne. Zlatomačne roke, ki so 50 let mazilile bolnike, trpeče vernike, pripravljene slovo in jih s poslednjim blagoslovom pospremljene v večnost, so roke usmiljenega Samorjana in starozveznega Tobija, ki je pohvalna. Te posvečene roke zlatomačnika so s temi dejanji pridobile dodano vrednost in so vredne vsega spoštovanja in časti. V tem trenutku prihaja misel pesem Otona Bančiča, ki pravi: "Kodi po zemlji se naši in bil njen telesni, kodi po zemlji se naše in bil njen bolesti." Prihajaš iz lepe Gorenjske, zlatomačnik. Občutil si mehkobo gorenjske duše, zazrl si se po Moravški dolini in pristal na Rovtorskih planovi. Povsod si bil preleski in dvoreski. Svojo duhovniško držo si blagoslavil dobro in lajše duhovno, duševno in telesno bolečino. 50 let si bil sejavec, sejavnico, v roki in metu seve Božje besede, obraze plemenitih src. V rovno kar 34 let. Sijal se velikodušno med rodovitno zemljo, med trde in skale in pade tudi v pot. Toda, nihče ni bil prezrt ali pozabljen, če ne ni hotel sam odpreti svojega srca. Zlata naša je tudi žetev. Ne toliko za zbiranje snopov, te žetve, uspehov, ampak bolj zadovoljstva, notranjega miru in sreče, zlatomačnika, in to je prav gotovo pri našem prijatelju Janu. Kako ne bi napolnjevalo sreče in zadovoljstvo zlatomačnikovo srce, saj se zaveda, da je 50 let prinašal mir in duhovno svobodo, razbolela in ranjena srca, ko je pri izpovedju odpuščal grehe. Neštetokrat je zlatomačnikova desnica odpuščala svoje vernike z blagoslovom ob koncu naše, pojdite v miru. Naj bo tako tudi danes. Ob današnjem praznovanju Zlate maše se sprašujemo, kakšno je prihodnost cerkve, škofije, naroda, ob taki krizi, ki je doživljal danes družba. Težko je predvidevati, vendar nam se danes situacija pove veliko, prav veliko. Če je sveti jačni župnik Janez Vener rekel v prejšnjem stoletju: "Pustite župnijo 20 let brez duhovnika in častili bodo živali." In Trstenjak, ki sem ga citiral, je tudi pretrgnil. On je dejal: "Danes vodi na sprehod več psičkov kot kročičkov." Nekaj se res uresničuje. Glejte, realnost je taka, da je danes bolj žival obsedena in imajo zavetišča, človek Božji, otrok, pa nima tam zdajati. No? Zato je Zlata maša izziv za nas vse, da se zavedamo potrebnosti duhovnih poklicev
Bolj cenimo duhovnikovo delo, dokler ga še imamo, in mu pomagamo in skrbimo za njegovo dobro počutje in molimo ter delamo za nove duhovne poklice. Hvala vam vsem, verojaki, kar dobrega storite našemu plemenitemu zadomašniku, da bi še dolgo med nami vzgojil mesto in dobro. Janez, prepričan sem, da bi se, če bi bilo treba odločati se od poklic, da bi se odločil Zato danes kličeva skupaj s prisego, s ponosom reči smen slovenskih katoliških duhovnih svetnikov. Amen. Za današnji poklic. Hvala. Bratje in sestre, nebeški Oče nas usliši v vseh naših stiskah, zato ga zgodno prosimo. Dobri Bog, sprejmi danes našo zahvalo za 50 blagoslovljenih let župnijskega dela našega gospoda župnika Janeza, danes slavljenca Zlatomašnika. Prosimo te, dobri Bog, da mu podarjaš milosti zdravja, miru in trdne vere, da bo lahko še naprej zgled vztrajnosti in zvestobe v našem občestvu. Dobri Bog, prosimo te, blagoslovi naše družine. Naj bo vsaka družina kraj ljubezni, medsebojnega spoštovanja in podpore, da bomo združeni v veri in medsebojni pomoči. Gospod, hvaležni smo za vse prijatelje, ki so bili del življenja našega župnika Zlatomašnika. Blagoslovi jih in jim podari zdravje, veselje in mir. Naj njihova prijateljstva ostanejo močna in naj se medsebojno podpirajo v dobrih in težkih časih. Prosimo te, sliši nas. Gospod, prosimo te za našo cerkveno skupnost. Naj bo to kraj, kjer se vsi počutimo sprejeti in ljubljeni. Naj nas tvoja milost vedno spremlja, da bomo lahko živeli po tvojih znakih in deliti tvojo ljubezen med seboj in svetom. Prosimo te, sliši nas.
počivajo v tvojem miru in naj se veselijo večnega življenja v tvoji bližini. Prosimo, različi nas. Gospod, prosimo te, da našega gospoda župnika še naprej vodiš na poti njegovega življenja. Naj bo vedno odprt za tvojo besedo in naj v trdni veri najde moč za vse izzive in preizkušnje, ki nas spremljajo na poti tuzemskega življenja. Prosimo, različi nas. Močni Bog, se tudi prosimo za tvojem referenciju, Jezusu, ki si ga vodil